Danes v trgovini nimamo več hrane, ampak imamo prehrambene artikle, dobesedno prehrambene artikle. Kdor se je majčkeno izobraževal v tej smeri, ve, da so zdaj ta trenutek vsi dodatki v hrani, kot so aditivi, adjuvansi, barvila, konzervansi in tako naprej, na bazi gensko spremenjenih organizmov. Kaj pa so gensko spremenjeni organizmi? To so pa... Čista radost. Čista radost. V svoji izvorni obliki. No, te genski dodatki, oziroma kaj so GSO organizmi, večina verjetno izmed vas že ve, ko v organizem rastlinskega izvora v ta DNK vcepijo delček gena živalskega izvora. A ne tako, ker recimo, kdor pozna gensko spremenjeno koruzo, so jo gensko klonirali tako, da sama proizvaja insekticid proti koruznemu hrošču. Se pravi, da ni treba špricati z insekticidom, ampak že koruza sama ob stiku, ko jo ta koruzni hrošč ugrizne, proizvede insekticid, da tega hrošča ubije. A ne? Zdaj si pa vi predstavljajte, moški, ne? Ko jejo gensko spremenjeno polento, kaj to naredi z modi, kaj to naredi z semeni? Uniči jih. Neuporabno stvar. Ja, podložke. Brez heca. In zato je danes toliko neplodnosti. Pri ženskah so to neplodnost uspeli narediti s cepivom proti tetanusu, pri moških pa z gensko spremenjeno koruzo. Preberite si knjigo Semena uničenja, noter imate kompletno z viri in dokazi vse opisano, kako je potekala evgenika in genocid nad živim življenjem oziroma nad človeštvom in nad rastlinami in živalmi. Preberite si, vredno je.